dohodek žensk izrazito pade po rojstvu prvega otroka. Domače in tuje raziskave pričajo o tem, da moški preživijo na delovnem mestu več časa kot ženske, ki še vedno prevzemajo večji del skrbi za otroke in družino. Navedeno se kaže tudi v tem, da večinoma starševski dopust po izteku materinskega dopusta vzamejo ženske in ostanejo po rojstvu otroka leto dni doma. Hkrati pa moški pogosteje poročajo o nezadovoljstvu zaradi pomanjkanja časa za družino. In ravno zaradi tega izenačujemo ureditev na način, da bosta imela oba starša po 60 dni neprenosljivega starševskega dopusta. Izkušnje iz tujine namreč kažejo, da neprenosljiv dopust spodbudi očete, da ga oni koristijo, z enakopravnejšo delitvijo družinskih obveznosti pa je ženskam olajšana vrnitev nazaj v službo ali na trg dela. Osnova vsake emancipacijske politike je ekonomska neodvisnost žensk, ki se enakovredno vključuje v trg dela in potegujejo za enako visoka in enako plačana delovna mesta kot moški. Da to dosežemo, moramo izboljšati strukturni položaj ženske znotraj družinske skupnosti, k čemur bomo, upam, prispevali danes z urejanjem področja starševskega varstva. Na koncu bodo na boljšem vsi. Tako ženske, ki se želijo vrniti na delo, kot moški, ki želijo več časa preživeti z družino. Za konec, za osnovno zagotovitev socialne varnosti vseh žensk in otrok ne smemo pozabiti na krepitev mreže javnih vrtcev in šol, ki predstavlja naslednji temeljni člen v verigi odpravljanja diskriminacije in socialnega razslojevanja. Ohraniti moramo polno nadomestilo za starševski dopust, ki predstavlja pomembno zaščite matere kot delavke. In nasploh naj velja, da moramo varstvo otrok razumeti kot našo skupno nalogo in pomembno družbeno prioriteto in ne kot neko nišno in žensko temo pospravljeno med 4 zidove družinske zasebnosti. Hvala. Najlepša hvala.